Velikost pisave je na spletni strani zelo pomembna in v tem videu ti pokažem, kako lahko znotraj WordPressa spremeniš velikost pisave. Različne velikosti pisave so na spletni strani zelo pomembne. Na eni strani zato, da bralec ve, kaj je bolj pomembno in kaj ne, kaj je izpostavljeno in se lažje prebije čez besedilo. Na drugi strani pa je to zelo pomembno tudi za SEO oziroma optimizacijo za Google. In sicer velikost pisave lahko spreminjamo najprej čisto osnovno, in sicer tako, da določimo, katero besedilo je naslov in katero je navaden tekst, in potem seveda uporabljamo tudi bold in tako naprej. Zdaj, če je določeno besedilo želimo označiti kot naslov, potem izberemo blok, da je tukaj naslov, in potem izberemo tudi kakšna velikost naslova. H1 je na vsaki strani samo eden bi moral biti, potem pa lahko zbiramo med različnimi velikostmi od H2 naprej. H2 oziroma H1 je običajno največji naslov oziroma tudi ta najbolj pomemben, potem pa z večanjem številke se pomembnost naslova zmanjšuje. In če imamo določeno besedilo, naprimer, če tukaj želimo dodati naslov in se nam prikaže kot navadno besedilo, ga lahko zmeraj spremeniš tako, da klikneš na ikonco in potem izbereš naslov. Tako se ti izbere naslov in potem lahko po želji izbereš velikost naslova. Potem pa imamo še torej navadne odstavke oziroma paragraf, kar je tukaj tudi vidimo pri tej ikonci. In zdaj mogoče se kdaj zgodi, da želimo samo ta tekst povečati, da je malo večja pisava. In to lahko narediš enostavno tako, da izbereš oziroma klikneš na ta blok, ki ga želiš povečati, in potem se ti na desni strani prikaže zavihek blok. To so nastavitve za ta tekst. In zraven velikosti lahko zbiraš tudi barvo. Torej, lahko barvo besedila zbereš, ki ga želiš, lahko zbereš tudi barvo ozadja, ki ga želiš, in pa zraven tega lahko zbereš tudi velikost pisave. To najdeš pod tipografija in sicer lahko naklikaš, katero pisavo želiš. Če želiš pa točno številko dodati, kakšna naj bo velikost pisave, torej ne ali je majhna 1, 2, 3, 4 oziroma kakšne imaš tukaj druge lahko verzije, lahko pa klikneš na ta dodaten gumb, kjer lahko vpišeš direktno velikost, koliko naprimer pikslov želiš, da je velika ta pisava. Zdaj, če ne želiš pisati v merski enoti pikslov, lahko potem tukaj izbereš še enoto, v kateri želiš napisati velikost pisave. In to je to, in potem samo še shraniš in imaš velikost pisave že drugo.